Zdaj si bomo pa pogledali, kako naš pevski inštrument deluje. To je vedno fino, tudi ko se začnemo učiti kakšen drug inštrument, je fajn vedeti, kako je ta inštrument sestavljen in kako dela. Naš pevski inštrument smo rekli, da je celo telo, to pomeni, da je ogrodje našega inštrumenta, so naše noge, roke, mišice, kosti, organi, vse, kar je okoli tega, kar proizvaja zvok. Kaj pa proizvaja pri nas v telesu zvok? To so naše glasilke. To sta dve opni, ki sta tukaj zadaj, pri moških je zelo viden tale Adamovo jabolko. Tukaj zadaj sta dve glasilki, ki v našem grlu se zapirata in odpirata. V bistvu ploskata. V počasnem posnetku ploskata takole. Da se odpirata in zapirata. Ko jaz ploskam, nastane zvok. Enako nastane zvok v našem grlu, ko glasilki ploskata. S tem, da one dve to delata veliko hitreje. Tudi do 1000-krat v eni sekundi se zapreta in odpreta. Da lahko naredita zvok, one dve rabita zrak. Tako da, če pogledamo, kako nastane zvok, mi vdihnemo. Med izdihom se zrak zaleti v glasilki, glasilki se začneta odpirati in zapirati in nastane zvok. Ta zvok na glasilkah je zelo neprezenten, ni glasen, zveni približno takole. Kje pa potem nastane naš glas? Zato so pa odgovorne naše votline. Naše votline so naše žrelo. Žrelo je dolgo 15 cm. Naša nosna votlina, ustna votlina, naši sinusi. Tukaj notri se potem tele zračne molekulce, tale zvok, se okrepi in ojača in pridobi na barvi. In potem mi slišimo to kot naš glas. Zato ima vsak izmed nas drugačno barvo glasu. Ker imamo drugačne velikosti jezika, potem imamo drugačno čeljust, drugačne ustnice in vse to naredi drugačno votlino. Ne samo to, da imamo mi te votline prirojene, mi imamo našo velikost čeljusti prirojeno, ampak potem se pa mi lahko z našo cevjo tudi igramo in sicer lahko spreminjamo obliko te cevi z našo čeljustjo, našim jezikom in našimi ustnicami. S tem oblikujemo našo cev tako, da se tale zvok na glasilkah obarva v različne barve, hkrati pa v samoglasnike in soglasnike in tako se sporazumevamo. Torej, da na kratko ponovimo, naše ogrodje je vse okoli, potem vdih, med izdihom se zrak zaleti v glasilki, glasilki naredita zvok, ki se v naših votlinah obarva v naš glas. Saj še na eno stvar ne smemo pozabiti in to so naši možgani. Naši možgani so tisti, ki vse to uravnavajo, ki pošiljajo signalčke v naše mišice, da ta koordinacija lahko poteka. Kar bomo pri petju hoteli, je to, da sta in leva in desna možganska polobla povezani. Z levo bomo malo analizirali, bomo logični, z desno pa bomo probali imeti domišljijo in biti ustvarjalni. Tako da to je zdaj v osnovi to, zdaj pa naslednje epizode vse skupaj bolj podrobno.